Zadruge za podeželje, seveda v okviru Zadružne zveze Slovenije, tudi na 52. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. No in sreda je tudi seveda slovesen dan za slovensko zadružništvo. Sreda je, kot je že tradicija, dan zadružnikov na tem sejmu v Gornji Radgone. Zadruge za podeželje, to je pomemben slogan. Zadruge so tiste, ki desetletja in desetletja skrbijo za skladni razvoj podeželja. Tudi v teh letih, ko so se ostali trgovci iz podeželja umikali, naše zadruge ohranjamo, tako živilske, tehnične, kmetijske trgovine na podeželju. Naša deželna banka ohranja poslovalnice banke, ko vidimo, da druge banke zapirajo. Mi skrbimo za delovna mesta na podeželju. Skratka, jaz mislim, da ko se govori o skladnem regionalnem razvoju, zadruge dejansko v praksi za ta skladen razvoj tudi skrbimo. In kolikšna je moč slovenskega zadružništva v tem kriznem času tudi za kmetijstvo? Zadruge, članice Zadružne zveze v tem kmetijsko-podeželskem prostoru napravijo 80% prometa v inputu in v outputu v tem kmetijstvu, kar je zelo veliko, nad povprečjem tudi razvitih držav Evropske unije. To je zelo pomemben podatek, drugače pa skupno premoženje povečujemo, skupen promet povečujemo, tako da trendi so pozitivni tudi v teh kriznih časih. Kakšne cilje v zadružništvu zasledujete zdajle? Naši cilji so še boljše povezovanje, torej da še okrepimo našo banko. Lansko leto smo prevzeli kot banka tudi Semenarno Ljubljana. Zelo pomembno je, to podjetje saniramo in ga vključimo v zadružni sistem. Pomembno je, da se na trgu še bolj povežemo med seboj, da poskušamo kakšne zadružne skupne investicije tudi. Zdaj se veliko govori o socialnem podjetništvu, tukaj želimo, da bi tudi zadruge imele pomembno vlogo, saj zadruge v bistvu so socialna podjetja. Tako smo danes tudi predsedniku vlade in pa ostalim visokim politikom tukaj tudi to našo problematiko povedali. Moram reči, sem zadovoljen, da je bila obljubljena neka načelna podpora, torej spodbujanje zadružništva. Kajti v zadružništvu je še veliko neizrabljenih možnosti in virov. Tudi drugi sektori, ki niso neposredno vezani na kmetijstvo, premišljujejo o tem, da bi postali zadruge. Ja, zdaj je zanimivo, da v tem zadnjem času je zadružništvo postalo zelo popularno. Razmišljajo, torej zdaj prednji je bila prodaja Mercatorja, so razmišljali, da bi ga preoblikovali v zadrugo. Razna časopisna podjetja razmišljajo, da bi bile zadruge in tako naprej, zdravniška združenja in tako naprej, kar je pozitivno, ni pa to tako enostavno. Nekdo misli, zadruga je kar tako, da se nekaj ljudi dobi skupaj, pa kar tako nekaj posluje, pa kar samo od sebe pride rezultat. Treba je trdo delati, se odpovedovati in se da preživeti. Drugače pa jaz bi rekel tako, da tisti, ki se lotevajo zadružništva v tem kriznem času, da vidijo, kako mi delamo, da vidijo tradicijo izkušnje naših zadrug, to je lahko neka podlaga, da ne bi delali nekih napak, ki bi lahko bile usodne za tiste, ki zdaj ustanavljajo nove zadruge. Na dnevu zadružnikov je bil tudi dr. Cerar. To najbrž pomeni neko spodbudo tudi za vaše delo. Ja, povabili smo dr. Mira Cerarja, mandatarja za sestavo nove vlade, odzval se je našemu vabilu, predstavili smo mu te ključne aktivnosti kmetijstva in vse, kaj se tu na sejmu dogaja. Zelo pozitivno se je v kmetijstvu in podeželju izrazil, tako da načelno podporo mislim, da lahko pričakujemo. Seveda, treba se pa najbolj zanašati na lastno delo, na svoje delo, na lastne sile. Politika pač takrat, ko je treba, da pač na zakonskem področju in sicer da pomoč. Drugače moramo pa vedeti, da država je v krizi, denarja ni in da seveda je treba ta denar, ki ga bo država vlagala, zelo racionalno uporabljati in tako bi rekel, da ta evropska sredstva pridejo na naše kmetije in tudi na naše zadruge in da se ta denar potem tudi racionalno porabi. Najzaslužnejše zadružnike in zadružnice ter zadruge ste nagradili tudi letos. Ja, tudi letos smo podelili priznanja tistim najbolj zaslužnim, to je pomemben dogodek. Naši kmetje so zelo ponosni na ta priznanja in res jim še enkrat vsem skupaj iskreno čestitam in to so tisti, ki so desetletja in desetletja delovali za te naše zadruge in to je njihovo delo. Rezultat, ki ga danes imamo, je delo teh naših nagrajencev, ki smo se danes spomnili in nagradili. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala lepa.